Lepo pozdravljeni. Jaz vas zaenkrat prosim, da se usedete, ker bom par stvari povedala. Sem pa vesela, da ste tako navdušeni in ko mi čakate, da malo zamigamo. Jaz sem Jasna Vukovič, sem učiteljica plesnih in sprostitvenih tehnik, drugače magistrica antropologije in sociologinja in tudi dolgoletna plesalka jazz baleta, ne se zdaj nič ustrašiti. Sem pa skozi leta poučevanja plesa in teh tehnik po Sloveniji opazila, da kljub poplavi vseh stvari manjka ena stvar in to je, da bi obstajalo nekaj, kar lahko čisto vsi delajo. Ne glede na starost, ne glede na spol, ne glede na izkušnje plesne in siceršnje, ne glede na kondicijo, ne boste verjeli, in ne glede na to, ali so ljudje zdravi ali bolani, ker lahko jaz to prilagodim tudi tako, da ljudje sedijo, kar so eni že pri meni probali. Ustvarila sem tehniko, ki jo lahko izvajajo tudi tisti, ki zase mislijo, da ne znajo plesati, verjamem, da so med vami tudi taki. Pri meni pa plešejo, ne zato, ker bi jaz bila čudežna, ampak ker ste vi sami, če si to dovolite, čeprav je zdaj to malo poetično in patetično, ampak na koncu je tako. Tako da tudi tiste, ki mislite, da nimate pojma o plesu, da za vas ni ples, da nimate pojma o ritmu, vabim, da se na koncu pridružite in da si date to izkušnjo, s katero boste nekaj dobrega naredili za telo in dušo, in tudi nasmeške vam bo pripeljala. To pa dosežemo tako, da plešemo, se intuitivno gibljemo in sproščamo. Bom zdaj vse razložila. Gre za v bistvu neko klasično vadbo, tako na prvi pogled. Jaz imam klase in delavnice, lahko pa to postane način življenja, če ga ponotranimo in če si to dovolimo. Zdaj tehnika je zelo prilagodljiva, tako kot sem že nekaj prej omenila. Tudi si lahko prilagodimo in gib, tako kot se počutimo ali pa ko ga zmoremo. Lahko naredimo tako z roko, lahko naredimo tako z roko, lahko naredimo pa tako z roko. Enkrat tako, enkrat drugače. Kot sem rekla, imamo lahko predznanje ali pa ga nimamo in primerna je za vse generacije. Danes bom jaz pokazala eno rutino, ki boste lahko vsi izvedli, ki je primerna za ljudi naših let. Zdaj bom pa za začetek pokazala, kako to pri malčkih izgleda, tako za malo. No, tako, zelo enostavno. Skratka, jaz sem vključila v to tehniko plesne tehnike, ki spodbujajo izraznost in kreativnost. To vse vrste plesa spodbujajo, ni to nič novega. Noter sem dala plesne korake iz jazz baleta, zelo enostavne, za one, ki malo več znan, bolj kompleksne, ampak danes bo zelo enostavno. In tudi prosti ples, jaz sem ga imenovala intuitivni. To je tisto, ko slišite muziko, pa začnete migati. To je prosti ples. To vsi znamo, če hočemo. Ta vodeni ples je pa zato vključen, ker ponavljanje gibov spodbuja možgane, to gospod pred mano ve veliko boljš kot jaz, k temu, da razmišljajo in potem, ko se mi naučimo nekih gibov, da jih telo samo zna, se lahko sredotočimo na druge stvari, na to, kako kaj izvedemo, na to, kaj začutimo, kakšne spomine nam to zbuja in tako naprej. Potem sem vključila zdravilne tehnike, med njimi seveda spodbuja samo zdravljenje, med njimi jogo, verjamem, da vsi poznate. Danes bomo na začetku rutine naredili par dihalnih vaj. In čuječnost in meditacijo. To je zdaj buzzword že nekaj časa, ampak to je krasno, zato da se povežemo sami s sabo, zato da začutimo telo, začutimo večdimenzionalnost, čustva in tako naprej. In da se zavemo, da smo tukaj in zdaj, kar je najbolj pomembno. Potem pa še uživanje v glasbi, to je zelo pomembno, spodbuja senzoričnost. Jaz pravim, da glasbo lahko poslušamo z ušesi, lahko jo poslušamo s telesom, migamo in tudi s srcem, neke stvari začutimo, povežene z nekimi spomini in tako naprej. Zdaj bomo pa zbrala sem eno krajšo pesem, 2 minute pa pol, zato da se spomnimo, kaj to pomeni uživati v glasbi. Tako da sedite primer, lahko tudi ostanete, lahko migate, prepustite se glasbi s celim telesom, z mislimi, s čustvi, spomini. Tako da, dajmo. Lahko tudi zapremo oči. Lahko tudi ostanete.
Dajmo vsi oči zapreti, no. Oči zapreti. V šoli se uboga, oči zapreti. Okay. Tle sem hotela pokazati, da tudi oni, ki čist primer sedite pa takole z roko delate, da je to tudi ples. Zato, ker zame je vsako gibanje na glasbo ples. In to noben ne more reči, da je prav ali narobe, da znamo ali ne znamo, važno je, da nam je fino. Ne? Okay. Tako, kot sem že prej omenila, sem jaz potem to prilagodila različnim skupinam. Ena ta za splošno populacijo, to so ponavadi najbolj zmogljivi, pa najbolj entuzijastični, ni pa nujno seveda, ne. Potem sem ustvarila delavnice, gibalnice, to je za tiste recimo tako enkrat na teden za vikende, ki si vzamejo čas zase. Potem za otroke, to, kar ste že prej videli. In tudi za starejše, jaz sem poimenovala to za vitalnost. Pomembno pri tem je tudi, da jaz vedno zberem glasbo, ki je prilagojena, zato ker vemo, da plešemo celi tudi z dušo, ne samo s telesom. In neka glasba, ki nas ponese v mladost ali pa v neke lepe trenutke ali pa v neke lepe spomine, se avtomatično začnemo smejati oziroma nam je fino, tako da zakaj ne bi tega izkoristili. Recimo zdaj, da povem sam, kako izgleda to za starejše. Kot sem rekla, je posebej prilagojena njim, zmogljivostim in tudi težavam, ki se dostikrat pojavljajo v teh letih, zdravstvene in siceršnje z ravnotežjem, vse živo. In se da tudi to delati. Ne vem, če ste na začetku opazili, ko so bile slikce, da ena gospa se dela na žogi, ker je imela revmatoidni artritis, pa je lih tako to delala. Ne. Ljudje tudi na stolih sedijo, tudi za Parkinsovo bolezen in podobne stvari. Ne. Vse, kar narediš zase, je vredno, jaz rečem. Ne. To, ko zmoreš in to, ko čutiš. Gre za preproste, ampak vseeno zelo učinkovite gibe, več ni vedno več. Se razgibamo, sprostimo, okrepimo sklepe, hrbtenico, vezi, mišice, skratka, fino je za vse. Vpliva na zdravje, gibljivost, ravnotežje, moč zavedanja. Recimo zanimivo je bilo pri otrocih, tistih tamičkenih, od 2 let naprej sem jih imela, ko so starši opazili, tudi jaz, ampak starši in stari starši, da so v enih 3 mesecih zelo napredovali s koordinacijo, z občutkom za ritem, zavedanjem svojega telesa, niso se več toliko tolkali, ko so kaj izvajali, ker pač njen druga mahno in tako naprej. Tako da, same dobre stvari. Gre za aktivacijo in sproščanje telesa in duha. Jaz rečem, da se prepustiš, telo samo ve, kaj dela. Mi ne razmišljamo, zdaj skrčimo mišico ali jo sprostimo in tako naprej. Ne? In vedno več zmoremo, brez da se silimo, zato ker je telo tako narejeno, kar je krasno. Kot sem rekla, vključim glasbo različnih generacij v koreografije in povečuje zdravje, zadovoljstvo in tudi zabavo. Tako da, ja. Da na splošno še enkrat strnem koristi, deluje holistično na telo, čustva, psiho in tako naprej. Poveča zdravje in kondicijo, izboljša motorične in mentalne sposobnosti, koordinacijo in ravnotežje, kot sem omenila, zavedanje telesa, odnos do telesa, kreativnost. To je zelo pomembno pri najstnicah, ker vemo, kakšni presingi so danes. In naenkrat se zgodi to, da nehajo ena drugo opazovati, kar je pomembno, na začetku se vedno. In ne samo to, ampak to, da se skoraj vedno preklopi na neko zavedanje, da telo ni samo nek inštrument, ki ga uporabljamo do konca in brutalno, ampak je nekaj, za kar moramo skrbeti in čemu moramo biti hvaležni. No? Tako da potem tudi te neke špehce pa to sprejmemo, kaj je to važno. Mislim, je pa ni, no, ampak recimo, da ni. No, in spodbuja gibanje in sproščanje uma in celotnega telesa.
zabava in ustvarja veselje in nasmehe. In to se skoraj vedno zgodi. No. Mislim, tudi če kdo joka vmes, tudi jaz kdaj, kar je ful dobro, zaradi tega, ker ti pač neke stvari gor pridejo in takrat, ko se sprostiš, se to lažje zgodi, se na koncu, tako smo vsi zadovoljni. No. Tako da, zdaj vas bom jaz povabila, da boste ostali, tisti, ki nočete, seveda ni treba. Ni važno, kaj sosed počne, važno, kaj vi počnete. Delate tako, kot si želite, nič ni prav, nič ni narobe, tudi če sfalite, tudi jaz bom mogoče. Pa za začetek vam bom sam pokazala par gibov, da se ne boste bali, pa boste videli, kako je to enostavno. Jaz plešem bosa vedno, zaradi tega, ker se bolj čuti podlago, vam ni treba, ne? In bolj si stabilen in stimulirajo se te točke razne po stopalih, kar je krasno. V glavnem, jaz vas bom vodila, tako da bo zelo enostavno in zelo pač spontano vse. Na začetku bomo naredili par dihalnih vaj, to že v muziki, s tem, da če lahko, zdaj ne, jaz verjetno tako ne morete narediti, lahko probate, če ne boste delali tako, pa nazaj, pa tako, ne. Če pa lahko tako naredite, pa še boljš, ne. Okay? Potem bomo stopali na mestu in ploskali, to že od otroštva vsi znamo, tudi če ni po ritmu, tako. Potem bomo naredili šimi, se temu reče, takole. To. Ja, nič takega, nič takega. Vsi smo že vse videli, tako da nič takega. Tudi z intenziteto, kot jo želite. Potem bomo pa naredili še ondulacijo, to pa pomeni, da takole z rokami delamo, krožimo. Lahko pa vključimo celo telo, se pravi, vse je tako narejen, kot nam paše. Lahko pa sam s prstkom ali pa z glavo ali pa nič, ne? Okay? Tudi tako je v redu, ja. A muzika? Ok, pa dajmo. Pa na glas. Dihamo, vdih, izdih. Kar močno, še. Pa dol, pa naprej. Vdih, izdih, vdih, izdih, narazen, vdih, izdih, še, pa gor, pa izdih, še, pa narazen. Pa še. No, zdaj bomo začeli ploskati. Pa dajmo. Lahko tudi pojete. Bravo. Zdaj bo pa šimi. Bravo. Zdaj pa prosto. Bravo. Šimi. Prosto. Ondulacije. Druga stran. Spet ploskamo. Super ste. Šimi. Prosto. Šimi. Prosto. Ploska.
Šimi. Prosto. Šimi. Še. Prosto. Šimi. Prosto. Še malo šimi. Ok, se počasi umirjamo. Zapremo oči. Zapremo oči. Zapreti oči, vsi. Dajte roko na srce in sam poslušate srce. Nič drugega. Dihate. What a feeling. Dihamo in začutimo telo, srce. Mogoče kakšno čustvo, kakšen spomin. Samo to, da veste, da imate vsi nasmeške na obrazu, samo to vam povem. Dihamo. Se objamemo. Se objamemo. Ja, eni prvič. In začutimo mejo svojega telesa. Ne, dokaj sega telo. Ker ko plešemo, se raztegnemo prostor, zdaj se moramo pa nazaj sebi povabiti. In začutimo meje prostora. Kaj je naše? Če se da, občutimo hvaležnost do telesa, sami do sebe, da smo si to podarili, da smo si upali, da smo uživali. In tudi do vseh okoli nas, ki ste skupaj z mano ustvarili to izkušnjo. Hvala lepa. Super ste bili. Draga Jasna, prisrčna hvala za to razgibavanje, ki je veliko, veliko več kot samo to. Imeti se rad na koncu, se izražati, to. Ja, hvala vam. Hvala. In jutri spet, jutri plešemo spet, takrat, ko bo najbolj nasičeno že od besed, takrat bomo prišli k dejanjem, k plesu. Tako da predstavitev, ki jo je pa Jasna imela, bo objavljena tudi na spletni strani. Hvala lepa. Hvala vam še enkrat.